Lepe pozdrave, sem Nataša Bedernjak-Bajuk, zdravnica, ki se ukvarjam predvsem z boleznimi ščitnice. Vesela sem, da me je povabila gospa Nussdorfer na pogovor, kjer sva razkrile bolezni ščitnice in vas zelo vljudno vabim, da si to oddajo pogledate, da morda zveste, kaj je pomembno, kako si prisluhniti vašemu telesu in mogoče opaziti bolezen ščitnice. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, na kaj pomislite, ko slišite zelo aktualno besedo zdravstvo? V teh dneh zagotovo, morda na čakalne vrste, na to, da nimate osebnega zdravnika, da iščete pediatra, da bi morda novega ali pač sploh ginekologa, če ste ženska. O zdravstvu govorimo vsak dan, še najbolj pa takrat, ko zdravnike potrebujemo. Takrat se nam zdijo, vsaj meni kot bogovi v belem, čeprav moja današnja gostja pravi, da to niso. Namreč gostila bom eno najprijaznejših zdravnic. Zanjo tako govorijo pacienti. To je doktorica Nataša Bedernjak-Bajuk. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zelo vesela sem, da ste moja gostja, kajti enkrat, ko sem bila na nekem preventivnem pregledu takrat, mi je celo receptorka rekla, danes imate pa srečo, dela najbolj prijazna zdravnica. In sem si rekla, da pa to že spodaj v recepciji rečejo, je pa nekaj res neverjetnega. Ko sem prišla do vas, sem ugotovila, da je to res. Ste izjemno prijazni, topli, čuteči, tako da vas za začetek vprašam, kako da ste se odločili za poklic zdravnice, ste specialistka interne medicine, še bolj podrobno tirologinja, torej zdravnica za bolezni ščitnice. Kako do tega človek pride in kako je bilo pri vas? Pot je dolga, kakor ste že naštela. Pri meni sem imela tako zelo stimulativno okolje doma. Oče je bil zdravnik, mama medicinska sestra, in ker je bilo takrat še večje pomanjkanje zdravnikov, sem preživela veliko dni v bolnišnici. Vsi so me poznali kot bolniško dete. To je nekaj pač, kar je izvorno lepo, ker vidiš težke stvari, obenem pa vidiš, ko se zadeve ugodno razpletejo, ko se človek pozdravi, vseeno en žar v očeh in veselje. In vedno sem rekla, imela bom družino, če se le da veliko družino, vsekakor si pa želim deliti dobro in delati dobro za ljudi. In to je bilo moje glavno vodilo in tako že od otroštva nisem razmišljala o nekih drugih poklicih. Pač trudila sem se, ker vedno je za medicino potreben dober uspeh, že v osnovni šoli, pa v srednji šoli. In potem veliko odpovedovanja hobijem, stvarem, ki jih imaš rad, zato da študiraš. Po končanem študiju me je pot vodila domov v Prekmurje, kjer je bilo vse, kar ni bilo za operirati za internista. In smo imeli res pestro situacijo. Izbrala sem specializacijo interne medicine, kar pomeni zdravljenje bolezni notranjih organov. In to me je neskončno veselilo. Bolj je bilo pestro, bolj se mi je zdelo to super, da lahko čim bolj pomagam. Potem je bila v Murski Soboti potreba, da bi se ukvarjala z endokrinološkimi bolniki, tako sem to takoj začela delati.
In se pravi, največ je bilo bolnikov s sladkorno boleznijo, z drugimi endokrinološkimi boleznimi in pa že v začetku smo imeli veliko bolnikov, ki so imeli ščitnično bolezen. Potem pa je pač življenje teklo naprej in sem se odločila, da sem prišla v Ljubljano, ker sem na kliniki za nuklearno medicino od leta 2002, to je zdaj že kar 24, 25 leto tečem. In sem prav tako vesela, ker lahko na najvišjem možnem nivoju pomagam ljudem s temi težavami. Zakaj je toliko bolnikov s ščitničnimi boleznimi? A je to narašča v teh letih? Pravzaprav skoraj ni nikogar, ki ga srečam, da ne bi rekel, ali je imel težave, ali jemlje zdravila, ali pa se tega boji. Kaj menite? Se pravi, bolezni ščitnice so pogoste. Recimo vozličke v ščitnici kot neko degeneracijo tkiva ima vsak drug človek, to je več kot 50% ljudi. Potem pa imamo drugo skupino bolezni, to so motnje delovanja ščitnice. Te pa so prav tako pogoste, nekoliko bolj pri ženskah kot pri moških. Ampak recimo ženske po 40. letu imamo že lahko več kot 30% avtoimunske bolezen ščitnice. Tako da, če vse to bom rekla, seštejemo, je dejansko, da redko kdo v življenju se ni srečal z boleznijo ščitnice. Kdaj pa k zdravniku recimo, a se to ugotovi naključno? Ali je treba opozoriti zdravnika, gre to pri splošnem, ali moraš na kakšne dodatne preiskave? Kdaj naj se ljudje recimo oglasijo, pridejo sploh do vas? No? Neke preventive, da bi se odkrivala načrtno bolezen ščitnice, imamo mi pri novorojenčkih že vrsto let. A res? Tako da se testira dojenčka, da ima ravno prav ščitničnih hormonov. Bojimo se, da bi jih imel premalo. In sicer temu se reče prirojena ali kongenitalna hipotiroza. In ta program smo eni prvih uvedli že v Evropi in smo lahko na to zelo ponosni. No, tega nisem vedela, da se že pri dojenčkih testira. Koliko starih, a takoj po porodu? Takoj, še ko so v porodnišnici. To ljudje po mojem niti ne vedo. Ja, večina jih niti ne ve, da se to dogodi in da se takrat, zato ker v bistvu ena zelo huda motnja je, da nimaš ščitnice prirojeno oziroma premalo ščitničnih hormonov in to vodi v strašno mentalno zaostalost in telesno. In s tem to zelo uspešno preprečujemo, tako da potem ti otroci in potem odrasli jedo ščitnične hormone in s tem doživijo normalno starost in normalni intelekt. Rekli ste, da je to pri nas prav specifika. Če tega preizkusa ne bi bilo, kako se tak otrok razvija potem? Otrok se zelo slabo razvija, je mentalno zaostal, retardiran in to je katastrofa za družino in za družbo. Ne? Kako se pa to rešuje, če se ugotovi v otroštvu? Če se to torej se dogodi takoj v prvem letu oziroma ob rojstvu se že zazna in potem pač morajo ti otroci prejemati ščitnične hormone. In to ni noben problem. Samo jemljejo, to je tako kot recimo sladkorna tipa 1, ki se pojavi lahko tudi v mladosti in otroštvu. Se pravi, to je zelo podobno s tem, da je to nekako enostavno, ker samo zjutraj moraš pojesti primeren odmerek za tebe in ni potrebno vsak dan prilagajati odmerke, kot pri sladkorni bolezni. No in zdaj, če recimo zapustimo to otroštvo, smo zdravi, kdaj se najprej pojavijo najpogosteje te težave in kakšne so? Kakšni so recimo opozorilni znaki? Drugo pomembno obdobje je nosečnost oziroma obdobje, ko recimo ženska težje zanosi. Takrat absolutno je potrebno preveriti, kakšno je stanje ščitnice.
in eventualno spet zdraviti to motnjo. Potem pa običajno je kar nekaj let bolj mirno obdobje v našem življenju in se začne pojavljati z leti. Bolj smo stari, več je možnih bolezni ščitnice. Se pravi, bolezni ščitnice se bodisi kaže s tem, da se pojavi neka bula na vratu, se pravi ščitnica leži, golšavost, tu spredaj, spodaj na vratu. Tukaj ljudje opazijo bulo, čutijo tiščanje, nelagodje, lahko, ne vem, spremenjen glas, redko kdaj težje požiranje, lahko tudi kašelj. Zdaj se nama zaključuje prvi sklop, pa bova nadaljevali s to resnostjo v tem zrelem obdobju takoj po odmoru. Hvala zaenkrat. Ponovno lepo pozdravljeni. Moja gostja je še vedno specialistka interne medicine, dr. Nataša Bedrnjak-Bajuk. Govorili sva o zelo zanimivi temi, ki je čisto nova zame, da se otrokom pri nas preizkuša, ali imajo pravilno delovanje ščitnice, da je možno to zdraviti. Sedaj sva nekako omenili tudi težko zanositev in morda težave, tudi to bo zanimalo naše gledalke in gledalce. Sedaj smo v nekem zrelem obdobju. Imamo delo, službo, družino. Kdaj je alarm? Na kaj moramo biti pazljivi? Se pravi, prva skupina bolezni je povezana s tem, da se ščitnica poveča in opažamo bulo, recimo na vratu. Potem pa imamo še drugi dve motnji, ki sta zelo pogosti. Pogostejša je premajhno delovanje ščitnice, ki se običajno prikrade zelo potiho in ga ne moremo spoznati. Najbolj se kaže kot utrujenost, bolj suha koža, lahko izpadanje las, lahko malo pridobivanja na telesni teži. Skratka, stvari, ki vsi jih lahko pripišemo že samo nekemu normalnemu staranju oziroma pridobivanju let. Vsi imamo z leti manj energije. Težko je to bolezen čisto prepoznati, ker ne morem samo ene stvari omeniti, ta je pa zelo tipična, ne. Potem pa imamo drugo skupino bolezni, katera se pa kaže z prevelikim izločanjem ščitničnih hormonov. Ta je običajno zelo resna, lahko pride iznenada. Kaže se kot hitro bitje srca, potenje, lahko driske, bruhanje, pa hitra izguba telesne teže. Najpogosteje se pa kaže kot težave s strani srca z hitrim bitjem. Torej je treba že zdravnika opozoriti na te znake svojega in prositi najbolje, torej pregled teh, a so trije ščitnični hormoni. Vse tri ali enega je kakšen pomembnejši? Se pravi, nekako imamo dogovorjeno v Sloveniji to izvrstno, da izbrani zdravnik kontrolira TSH, to je hormon hipofize, kateri je pod nadzorom ščitničnih hormonov, to sta T3 in T4. In vkolikor pade ta izvid TSH-ja v mejna območja, mora vsak laboratorij v Sloveniji avtomatično določiti še prosti T3 in prosti T4. Da tukaj ni treba skrbeti, če izbrani zdravnik določi samo TSH, da bo nekaj spregledano. Skratka, pri obeh motnjah, bodisi da gre za preveč ščitničnih hormonov ali premalo, je zadosti, da se določi TSH. Kakšne so pa potem preiskave, ko človek do vas pride, kot specialistke tirologinje? Ko pride človek do nas, nas vedno najbolj zanima splošno zdravstveno stanje, družinska anamneza, se pravi, ali je že ta bolezen bila v družini, ker če je bila, je večja verjetnost, da bo se tudi pri vas pojavila. Je pa res, da v prejšnjih stoletjih niso imeli tako dobrih, bom rekla, možnosti odkrivanja bolezni, se niti ne ve, da so bile prej že bolezni lahko prisotne.
Potem pa se pravi, vedno se naredi natančen pregled in ob prvem pregledu je obvezen ultrazvok ščitnice. Ultrazvok ščitnice je zelo priročna metoda, popolnoma nenevarna. Se pravi, najprej ocenimo, kakšna je žleza, kakšna je zgradba žleze, izmerimo velikost, ali je večja ali manjša, in izmerimo morebitne vozličke v ščitnici. Potem pa, če človek nima vozličkov, se odločimo običajno za krvne preiskave. Če jih pa ima, in so ti večji od 1 centimetra, pa še se odločimo za dodatno slikanje ščitnice z radioizotopom tehnecija. In potem, če recimo je kakšna operacija potrebna ali samo zdravljenje? Se pravi, pri sami vozlički ščitnice običajno ne zdravimo, ker so to veliki večini benigne spremembe in jih je treba samo opazovati. In seveda zdravnik specialist za bolezni ščitnice mora vam z čim večjo verjetnostjo zagotoviti, da to ni rakasto. Vkolikor sumimo, da je rakasto, svetujemo operacijo ščitnice. Je ta nevarna, težka? Operacija ščitnice ni nevarna v rokah izvežbanega kirurga. Je pa res, da je vrat zelo ozka stvar, po kateri potekajo zelo pomembne žile in živci, in je treba biti zelo natančen kot kirurg, da se kaj ne poškoduje. Zato mi vedno pazimo, da če ni nujno potrebno, ne priporočamo operacije. Koliko ljudi recimo procentualno ima tako potrebo? Je vsak 10., 20., 100.? Mnogo manj, ne? Zato, ker sem rekla, vsak drug človek ima neke vozličke v ščitnici. Recimo rak ščitnice pa odkrijemo nekako 100 do 150 letno. Ljudi ima na koncu rak ščitnice. Torej brez pregleda ga ne moreš ugotoviti, ali so kakšni znaki alarma? Ne, Nikakor ga ne moreš ga ne moreš. ugotoviti. Torej potrebne so te kontrole. V bistvu pregled pri specialistu, ja. Kaj pa jod? To je neka taka zgodba o jodu, jodirana sol. Kaj to To pomeni? je zelo pomembna stvar, hvala, da ste me to vprašala. Skratka, ščitnica je edini organ, ki potrebuje jod za nastajanje ščitničnih hormonov. Ščitnični hormoni pa uravnavajo prav vse v telesu, od naših misli, las, kože, bitja srca, dihanja, prebave, vse. In če je teh hormonov premalo ali preveč, kot sem že povedala, gre vse narobe. In joda je v prehrani naši premalo. Če bi mi jedli vsak dan morske ribe, bi imeli to rešeno. Medtem ko v prehrani Slovencev nekako jemo ribe največ enkrat na teden, govorim morske ribe, ne? Ali pa še to ne? Ali pa še to ne velikokrat, in je zato joda premalo. To smo rešili že v Jugoslaviji z jodiranjem soli. Tako da če uporabljamo kot gospodinjstvo sol, ki je jodirana, imamo zagotovo dovolj joda v hrani in se ščitnica ne matra. Ne svetujemo pa, da bi posameznik sam posegal po preparatih joda, ker je tega lahko hitro preveč. Koliko pol te normalno soljenje, ker eni pravijo, ne, za srčne bolezni čim manj soliti, eni celo skoraj ne solijo. Res je. Zdaj pa slišim jodirana sol. Ja, se pravi, mi priporočamo, da se soli pod 5 gramov, da uporabi posameznik pod 5 gramov soli na dan. To je kakšna žlička? To je mala kavna žlička. Na kliniki za hipertenzijo so delali raziskavo, da Slovenci v povprečju solimo 10 gramov, se pravi 2 kavni žlički. Tako da Ker je treba upoštevati še hrano, ki je že soljena. slana, recimo kakšne konzerve. Tako, To. tako. A je kakšna hrana tudi bolj priporočljiva?
Tukaj pa ne moremo tega trditi. Se pravi, mi absolutno pri boleznih ščitnice zagovarjamo zdravo prehrano, se pravi več obrokov dnevno, pestro hrano, ni pa neke hrane, ki bi jo želeli, da ji naši bolniki izključijo. Važno je samo, da uporabljajo jodirano sol. Mleta ali je vseeno, če je groba, ker vemo, da piše mleta jodirana sol, a je ta To je boljša? popolnoma nepomembno. To je nepomembno. Važno, da piše jodirana. Kaj pa vse druge ponujajo, marsikatero ne bom naštevala, sol, kaj to pomeni? So modna muha ali če ni jodirana, da je, ne vem, himalajska, ne poznam tolikih. To so modne muhe, pač to so naravne soli, a ne, žal pa mora biti soli, če želimo, da vsebuje jod, dodati kemično jod. In beseda jodirana edina zagotavlja, da je ta jod dodan in da se nam ni treba, kako bi rekla, sekirati ali skrbeti, da ali smo dobili zadosti joda ali ne v telo. To je za naše gledalke in gledalci, s tem najbrž zaključujemo tudi ta del, drugi del zelo pomembno. Zelo. Kajti velikokrat sploh tega ne vemo, tako da sem vam prav hvaležna za ta napotek. Če bi sedaj lahko ljudje klicali, bi bilo veliko klicev. Nadaljujemo po kratkem premoru. Ponovno lepo pozdravljeni. Moja gostja je še vedno ista oseba, zdravnica, izjemna ženska. Ljudje jo imajo zelo radi v ambulanti. Koliko imate pacientov na dan ali kadar pač imate ure za sprejem? Pač mi pogledamo na ena zdravnika nekaj manj kot 100 bolnikov na teden. Moram reči, da je to vsaj polovica prvih pregledov, se pravi taki, ki jih pridejo prvič v našo ambulanto, ostalo so kontrole, tako da imamo vsak dan veliko novih stikov, novih problemov, novih težkih bolezni. In moramo zaradi tega biti zelo hitri. Potem imamo izvrstno urejeno službo telefonskih konzultacij. A res, to pa tudi ne vem za to. Ja. Pa nam mogoče povejte, kje dobijo to številko? Se pravi, tudi ta telefonska konzultacija je namenjena za izbrane zdravnike. Čim on ni zagotov, kako bi se naprej obravnavalo nekoga z boleznijo ščitnice ali tudi za prvi pregled, nas pokličejo in vprašajo, kako ga Osebni naj... zdravniki. Ja. A res, to prvič slišim. Tako, to smo eni prvih začeli, se zelo zahvaljujem, da smo to uvedli, kajti kakor smo že na začetku govorili, so bolezni ščitnice izredno pogoste. In če tak bolnik potrebuje zgolj kontrolo krvi in neko korekcijo terapije, je zadosti, da njegov zdravnik pokličem in to zabeležimo, kar smo se dogovorili, tako da je izvid viden v programu tem zdravstvenem in ga lahko vsak posameznik vidi in je vse jasno zabeleženo, kakšen nasvet smo dali. S tem smo močno zmanjšali število obiskov v naši ambulanti, jo razbremenili, da sploh imamo minimalno časa za tiste, ki prvič pridejo in tiste, ki nas zelo potrebujejo. Tako da imamo še teh telefonov precej, mislim, tako enih lahko naredi, ne vem, 80, če dodatno. To imate še potem po delovnem času ali v delovnem? Ne, mi imamo... Ste dežurni, to sem mislila. Mi imamo 3 ambulante, ki neprestano funkcionirajo. Nekako začnemo delati okrog 7:30 do 12, pol pa od 12:30 naprej druga runda, bom rekla, popoldanski del. Eni zdravniki je na oddelku, eden recimo pa dela te telefonske posvete. S tem, da jih je toliko, da bi želeli, da bi 2 delala telefonske posvete. Toliko je tega. To z cele Slovenije v bistvu kličejo v Ljubljano. Cele Slovenije. Tako specialisti kot, specialisti družinske medicine, kot ostali specialisti za ljudi, ki so hospitalizirani, recimo. V drugih bolnišnicah. Ja.
A je pri vas dovolj zdravnikov, ker zdaj slišimo o pomanjkanju, imate kader, ki vas bo kdaj nadomestil? Žal imamo vedno pomanjkanje, trenutno mislim, da nekako iščemo dva zdravnika že kar nekaj časa, pa še nismo, nekaj se nakazuje, ampak ni lahko dobiti. Je tudi dolg študij, ne? Specializacija je 6 let. Po študiju medicine, ki je ravno tako 6 let. Potem pa najbrž še nisi čisto samostojen. Ne, potem še nisi čisto samostojen. Ta naša veda bolezni ščitnice je, kako bi rekla, moraš imeti veliko znanja tako interne medicine kot nuklearne medicine. Tako da vsi še moramo narediti postdiplomski študij nuklearne medicine, nekateri še naredijo specializacijo nuklearne medicine, tako da je treba dvojno specializacijo. Se pravi, to izobraževanje poteka praktično do upokojitve. Poslali ste nekaj slikic narave, ki jo lahko vidijo naše gledalke in gledalci. Vas to napolni z energijo, rožice, izleti? Kaj je tisto, kar vam pa morda v prostem času vseeno ob tako težkem delu koristi? Najbolj mi koristi družina. Če ti najdeš toplo zavetje doma, je to nekaj najlepšega in to je edini kraj, kjer lahko res pomagaš, nekaj minimalno spremeniš, poleg sebe seveda. Potem pa rabim še neko fizično gibanje, se pravi šport, ki je zelo pomemben, da lahko si skoncentriran toliko ur zaporedoma in probaš prenesti potem to pozitivno energijo na ljudi in to mi daje pa narava. Lepo. Ja, ta narava pa je eno, da imamo veliki vrt, drugo pa je, da zelo rada hodim v hribe. Krasno, torej tukaj se tudi sproščate. Ker nas gledajo seveda različne starosti ljudi, morda tudi več starejših, si mislim, da bi bilo zelo pametno vprašanje, kakšna huda zmota o ščitnici, da ljudje o nečem govorijo, pa to ni res, se včasih preveč skrbimo za to ali pa premalo. Nekako bi si drznila reči, da je medicina v Sloveniji izvrstna. In imamo izvrstne družinske zdravnike, ki poslušajo svoje varovance in mislim, da jim zelo zgodaj odkrijejo bolezen ščitnice. Tako da to mnenje, ki se nekako širi, da tega ni, mislim, da ni na mestu. In najpogosteje pa vidim, da se neko utrujenost in slabše počutje pretirano pripisuje bolezni ščitnice. Če je bolezen ščitnice urejena in je zdravnik zadovoljen, potem običajno temu ni tako. Se pravi, lahko pridobivamo težo zaradi vseh možnih drugih dejavnikov in smo utrujeni. Ja, če rečeš nekdo, da je živčen, mogoče še izpadanje las in teža, potem nekako že vsak reče, a imaš težave s ščitnico, ne? Torej ni nujno. Ne. A se s starostjo veča? Živimo dlje, a je veliko tudi starejših, ki na novo zbolijo? Ja, zelo veliko je tudi starejših, ki na novo zbolijo, tako da na srečo imajo tudi v domih za ostarele, vedno preverjajo ščitnične hormone, tako da naša medicina je zaenkrat z mojega vidika izvrstna. To se zelo lepo sliši, kajti vedno tarnamo, govorimo predvsem slabe stvari, ne vidimo pa dobrih. So tudi kakšni, berem, slišim, napadi na zdravnike bolj pogosti, kot so bili včasih. Vi imate že kar eno lepo kariero. Se tako spoštuje zdravnika, kot bi se moralo, ali ne? Torej, spoštovanje vsekakor si mora vsak zdravnik sam ustvariti. Se pa čuti bom rekla, v zadnjih letih, še bolj po tem epidemiji koronavirusa,
ena velika nestrpnost, katera ni morda primerna, in nič ne moremo zoper to, moramo se s tem soočiti. Žal. Ja. Zaključujeva nekako ta pogovor, ki je bil izjemno zanimiv, kajti odkrili ste tudi stvari, o katerih nismo razmišljali. Še dobro, da ni odprte linije, ker potem se sploh ne bi mogli midve pogovarjati, ampak bi vas ljudje non-stop klicali. Zagotovo bo tudi več odziva, več pozornosti ljudi. Samo še to bom vprašala v zadnji minuti, a je ta bolezen kaj povezana tudi s spominom. Gostila sem namreč predsednico spominčice, govorili sva o demenci, a kakorkoli vpliva na to? Zelo. Se pravi, najprej pridejo mlajše ženske, ki rečejo, da imajo meglo v glavi, se pravi, nekako težje se skoncentrirajo, težje pomislijo nekaj za nazaj ali karkoli uredijo. Je pa tako preveč kot premalo ščitničnih hormonov vpliva na spomin. In je to izredno važno in izredno moteče, in čim je, bom rekla, sum, da ima nekdo demenco, je nujno treba preveriti ščitnične hormone. Zaključujeva ta res zanimiv pogovor. Hvala, da ste si ob obilici dela vzeli čas. Zelo sem bila vesela vašega obiska in zagotovo bodo tudi taki odzivi naših gledalk in gledalcev. Še enkrat iskrena hvala. Enako hvala vam, zelo sem vesela. Lepo. Zdaj boste pa